Spoštovani gostje, spoštovani projektni partnerji, lepo pozdravljeni v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Ravne na Koroškem, kjer danes predstavljamo našo novo pridobitev, naš nov muzejski produkt, tradicionalno ročno kovačnico. Mi smo jo na kratko poimenovali Kovačnica in verjamem, da bomo s to novo pridobitvijo lahko zelo dobro nadgrajevali našo ponudbo. Projekt je nastajal oziroma še nastaja v okviru Las Mežiške doline, torej iz evropskih sredstev. Kaj več bo lahko povedala naša Viktorija Barbič. Mi smo pa seveda zelo zadovoljni, da smo projekt lahko pripeljali do te faze. Smo ponosni na našega projektnega sodelavca, kovača Tilna Šumaha, ki z strastjo kuje in izdeluje nove izdelke in verjamem, da bo ta poklic in pa to delo približal tistim, ki se zanimajo za tak poklic, oziroma našim najmlajšim, ki spoznavajo poklice oziroma vso to tradicijo, ki je nastala z nekim ročnim podkovskim kovanjem in se potem razvijala naprej, ali pa bo tudi mogoče z nekaj besedami lahko orisala naša dr. Karla Oder, ki se ukvarja s tehniško dediščino, skrbi za njo. Tako da jaz sem vesel, da ste se danes izbrali. Mi smo si pač ta dan zamislili kot dopoldansko druženje, se pravi do 13. ure bo kovač prisoten in bojo ljudje lahko prihajali in si ogledovali, pa so da tudi poskusili kaj narediti na kovaškem ognjišču. Tako da še enkrat dobrodošli in pa seveda prosim še za kakšno besedo gospod Viktorijo Barbič. Ja, lep pozdrav. Jaz sem predstavnica lokalne akcijske skupine Mežiške doline. In sicer Las Mežiške doline je ena izmed 37 lokalnih skupin v Sloveniji. Sam na kratko, kaj to je. Ta partnerstva so na lokalnem nivoju ustanovljena zato, da lahko podpiramo z evropskimi sredstvi te manjše lokalne projekte. Zdaj v bistvu, kaj je posebnost tega, to je LEADER program, posebnost tega je, da dejansko so to edina sredstva, ki se lahko razdeljujejo na lokalni ravni, torej od spodaj navzgor, nam ne diktirajo recimo iz ministrstev, katere projekte želimo podpreti, ampak se o tem dogovorimo tule v Mežiški dolini. Tako da eden izmed teh projektov, ki jih je veliko, teh niso finančno močni ali pa bogati, so pa v lokalnem okolju zelo potrebni in tudi dobro sprejeti. Če boste pogledali po Mežiški dolini, je kar nekaj teh tabel, kjer se piše sofinancirano, in me zelo veseli, da je pač eden izmed teh projektov nastal tudi tule, na tem območju in da lahko danes vidimo en tak rezultat, ki je namenjen širši javnosti, turistom, upajmo, da bomo tudi s tem pritegnali, in da je to bil projekt, ki je dejansko fizično potem pušča nekaj v okolju na dolgi rok, torej je dolgoročna zadeva. Tudi zelo bi rekla, da projekti so lahko dobri, kadar so vključeni dobri ljudje. Zdaj s tem, ko imamo mi našega kovača Tilena, s tem je bil prvi predpogoj, da smo lahko to sploh naredili. Ker postaviti kurišče, ok, se ga plača postavi, ampak če ne živi, potem nima smisla. Tako da moram reči, da sem zelo zadovoljna s tem projektom, ki bo na dolgi rok, jaz mislim, da kar tudi nekaj doprinesel v lokalno okolje. Hvala lepa. Glavni projektni partner oziroma prijaviteljica projekta je pa bila občina Ravne na Koroškem, tako da prosim župana tudi za kakšen stavek. Hvala. Lep pozdrav vsem tudi v imenu naše matične občine Ravne na Koroškem, spoštovani direktor, spoštovani kovač Tilen Šumah, spoštovani strokovni sodelavci Koroškega pokrajinskega muzeja, seveda direktorica Lasa Mežiške doline. Vesel sem, da danes pridobivamo novo pridobitev v okviru tehniške dediščine oziroma v okviru naše kulturne dediščine na Ravnah. To je, kot je rekla
direktorica, pridobitev manjšega značaja, vendar pa seveda zelo zanimiva, živa kombinacija torej opreme in pa seveda človeka, ki se dejansko z znanjem in srcem ukvarja torej s kovaštvom. Kovaštvo je prisotno seveda v procesu tega, kar zadaj slišimo. Mislim, da je tam celo kovačnica, ni sicer ročna, no, ampak seveda kujejo naša železarna Ravne, delavci, mnogi kovači, mnogi rodovi kovačev seveda kujejo jeklo, da se pravi izrazim, že nekaj časa na Ravnah. Tradicija, veste, da je 400 let, tako da ob 70-letnici mesta sem seveda lahko samo ponosen in se vam vsem zahvalim v imenu občine Ravne na Koroškem, da smo to pridobili. Hkrati pa se zavedamo, da je to kamenček v mozaiku te naše kulturne dediščine, tehniške dediščine na Ravnah, da nas čakajo še večje poteze, na tem delamo in za nekaj sreče bomo lahko tudi delali v prihodnosti večje korake, torej da skrbimo za to našo tehniško dediščino, na katero smo zagotovo ponosni in lahko rečem, da je v dobrih rokah Koroškega pokrajinskega muzeja enote Ravne na Koroškem. Tako da vsem zahvala torej v imenu občine za današnjo pridobitev in želim vam seveda prijeten dan. Zdaj pa prosim še našo dr. Karlo Oder, mogoče za čisto en tak kratko misel z področja razvoja kovaštva, tehniške dediščine in seveda vsega, kar gre zraven. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz sem vesela, da je prišlo do tega dogodka, da odpiramo to kovačnico, da imamo mladega kovača, ki res z nekim občutkom in predvsem z srčnostjo popravlja ta svoj poklic. In moram reči, da tudi izredno lepo zna predstaviti in razložiti skupinam to, kar dela, se pravi postopek, kako nastaja končni izdelek, ki ga kovač pač kuje. Kakšno prednost ali pa kakšen pomen vidim v tej novi pridobitvi? Vsekakor je to pridobitev, ki omogoča spoznavati predelavo ali pa to tradicijo kovaštva ali pa železarstva in jeklarstva na način doživetja. Ne samo, da govorimo in kažemo neke predmete, tukaj imamo zdaj človeka, ki lahko v živo pokaže, ki lahko odgovarja na vprašanja in jaz mislim, da je to velika prednost za ta naš muzej. In bom rekla hvala občini Ravne, da je prepoznala in pa županu seveda, da so prepoznali to pomembnost ali pa to, se temu reče, spodbudo za razvoj tega našega muzeja. Seveda v želji, da razvijamo petzvezdično doživetje ali pa doživetje jeklarske industrije, si pa želimo na eni strani še ureditve tega prostora, novih projektov in pa predvsem veliko obiskovalcev, zlasti mladih, radovednih, ki se odločajo v prihodnosti za svoj poklic, da lahko izberejo tudi kaj takega. Hvala lepa. Želim uspešno delo. Hvala. Evo, na ta način je ta kovačnica predana javnosti. Kljub vremenu upam, da boste preživeli pa z nami to dopoldne, mogoče ste tudi preizkusili in pa seveda prosimo Tilena, da nam že malo kaj pokaže, kaj predstavi, pove, kaj bo danes delal. Danes bomo v prvi vrsti nekako pokazali čiste osnove, pa tudi mogoče kak tak bolj zanimiv trik, ko že skoraj meji na čarovnijo, ko za kovaštvo so vedno govorili, da je bolj tam povezano z čarovniškimi zadevami, tudi včasih že. Je pa vsekakor treba izpostaviti, da je ta kovačnica, ki smo jo zdaj naredili, zelo velika pridobitev sploh iz nekega turističnega vidika, ker vemo, da zadeve vedno bolj interaktivne postajajo, ljudje vedno bolj hočem, da sami tudi nekaj naredijo, ne samo da gledajo kot nek drug dela. Zato je tudi tak fajn primer, imamo prostora, da lahko več ljudi dela, se pravi jaz kažem, ostali delajo, pa lahko tu izvajamo od čisto osnovnih tečajev, se pravi tistih, ki bi se radi za hobi ukvarjali s kovaštvom, mogoče
da pač nekako začnejo oziroma da se neke osnove naučijo, pa tudi čisto doživljajske tečaje, da lahko nekdo pride pa si recimo v enem vikendu naredi nek izdelek, ko ga pol nese domov pa ga pokaže ostalim, pa tudi konec koncev je to neko tako doživetje, ki vedno bolj priljubljeno postaja. Mogoče še samo na temo kovaštvo. V Sloveniji je registriranih več kot 500 kovaštv, tako da to zdaj glih ne bom rekel, da zamera, kvečemo raste, je pa res, da večina teh se ukvarja z kovaštvom bolj ljubiteljsko, nas je pa tudi njih par takih, ki to delamo profesionalno, pa tudi lahko rečem, da nekako se kovaštvo tudi naprej razvija, čeprav je to zelo stara obrt, ampak še vedno je plat za razvoj naprej. No. Zdaj, zrak v prvi vrsti je pač tako, kovačije je, tudi če luftamo, še vedno imamo ogenj, še vedno imamo gorivo, ko neki žvepla, pa to da svoj van. Za zdravje pa to ni škodljivo, zaradi tega, ker vseeno imamo kvalitetno prezračevanje, pa to je pač pomembno, da se vseh ostalih varnostnih ukrepov pri delu držimo, se pravi rokavice, očala, slušna zaščita, to pač imamo vedno pripravljeno, pa poskrbimo za to. Kar pa še lahko zdaj glede same kovačije povem, da pač tu vidimo 3 kurišča, 3 nakovala, po potrebi se lahko tukaj doda. Prostor je takole, da lahko najmeni 4-5 ljudi nemoteno dela, brez da bi en drugega motili, pa lahko speljemo tudi tečaje za več ljudi. Pač jaz pa zdaj opremljam to kovačijo po svojih najboljših možnostih. Od tega stojala za orodje do dejanskega orodja, nekaj smo dobili starega orodja doniranega, ki ga pač treba še zrihtati, nekaj klešč sam sproti delam, kar pač se rabi, tudi kladive se bojo delale čisto sproti, namensko po potrebi, za kar se rabi, se tudi čar kovaštva, da delamo vse sproti. Tudi, če se tam obrnete, recimo en tako bolj zanimiv obešalnik, ko so pač ugotovil, da se rabi obešalnik, da se jakne, plašči obesijo tja, pa zdaj lepši naredim za kaneviče, pa se da v prostoru neka taka duša, na tak način lahko tudi recimo tu med delom se da čaj skuhati. Bomo pa še cel prostor zraven, lahko rečem, opremili. Zdaj ena taka malenkost, ko ste zunaj videli, je tabla, tudi rešetke za okne pridejo novejše, se pravi, malo lepše kovane, kakšne druge ornamenti bojo še prišli na prostor, seveda vse v skladu z spomeniškim varstvom, ampak ja, bomo dodali prostoru še neko zunanjo in notranjo podobo, da bi pač še bolj zaživel vse skupaj. Se pa, če so kakšna vprašanja glede česa koli, tam je nekaj mojih izdelkov osebnih, sem zelo prinesel za pokazati, da pač lahko pokažem, da ni kovaštvo samo ograje ali pa da se da malenkost, en mali aspekt tega, kako vse se da narediti iz železja. Kaj je reklo, kaj uporabljaš tu iz železarne ravne? Ja, tudi z njimi sodelujem. Zdaj recimo lahko jih zelo pohvalim, da ko planiram samostojno razstavo, verjetno nekje na koncu leta, so mi tudi odobrili sponzorsko nekaj materijala, za kar gre velika pohvala, tako da ja, tudi z njimi sodelujemo, pa sem prepričan, da bomo še več sodelovali, pa da bomo še boljše sodelovali. Zato njihovo jeklo koval, bi rekel. Tako, ja. To je čar tega, da na konc koncev se vsi hvalijo, kako so zadeve lokalno pridelane, mi pa dejansko lahko železne izdelke lokalne pridelave spravimo.
in police trgovin za spominki in tudi mogoče širše, kakšne bolj butične izdelke, pa tudi kakšne druge zadeve. No. Za en material, to klešče delaš. Čisto po potrebi za manjše klešče gre navaden material za kakšne večje, pa pač zmetno jeklo. To tudi gledam, da je mogoče ena taka zadeva, ko se lahko pohvalimo, da veliko kaj kovaštvo recikliramo, se pravi, odpadne avtofedre ne vržemo stran, ampak so odličen material za klešče, kako manjše orodje, tako da tudi to se vse zreciklira, pa na novo uporabi. Ja, koliko kaj pač res reciklažnega materijala porabimo brez veze, da bi v redu material stran metali, pa nov material mogli pridelovati, če lahko star material prekujemo, pa naredimo res nove izdelke, pa damo nekemu staremu železu novo življenje. Kaj pa prebiješ luknjo za kladivo? Za kladiv lukne imam tam rodje, zdaj se upravičujem, veliko bi rekel, da imam malo nereda tole, ampak to je najbolj pospravljena kovačija, ker je lahko zaradi tega, ko med delom. To je recimo taka zadeva, ko že sem odletel zadnjič, ko sem delal, pa pač take stvari zdaj misli, da pač pustim za to, tam, ko se mi ne da pobrati. Ne, pustim za to, ko je pač vroče, pa nočem, da bi se opekel, pa človek kaj na tleh pustimo do drugega dneva, pa se pol drug dan pobere, ali pa v tem primeru tudi Kovač veki ima. Ja, jaz vem, kam je odletelo, pa jaz vem, kje je. Lukna se prebije, pa se pol širi, tole imamo celo taka fajna koala, da ima še lukno za prebijanje, tako lepo širimo, pa naredimo res kladivo, tako je treba. No, jaz mislim, ko je veliko ročnega dela, je, da prebiješ luknjo. Je, ampak to lahko pač rečem, da imamo v redu korišča vredna koala. Oprema je taka, da dela super, je pa še ena taka pridobitev, ko si jo tudi še želimo v prihodnosti, da bi tole imamo temelje pripravljene, sam še nismo našli avtomatsko kladivo, ki pa bo tudi olajšal delo. Pa bomo lahko še boljše prikazali tečajnikom, tudi zadeve grejo, oziroma še bolj hitro, pa bolj, rečem bolj hitro, bolj kvalitetno, težko, zato ko pač kvaliteto že vseeno na nivoju držimo maksimalno. Zdaj boste začeli za posameznike, recimo, če bo to htel, mene zanima Damask. Ja, to bomo začeli, bomo imeli tečaje, absolutno se lahko pol mi slišimo, pa bomo strihtali tečaje. Mi dva smo se pofetili. Ja, mi dva smo se že imeli, bomo absolutno ste dobrodošli, pa bomo zrihtali tečaj, pa bomo naredili. Tu je prišel, koliko me to zanima. To so nože, Damask, ne? Za nože, ja? Ja, to imamo že en tak primer. A to so v redu nože, Ja, pa zanimive, po vzorcu, ne? Režejo. Ja. Damasko, jeklo iz Damaska, kaj rečejo, ne? Damaščansko jeklo, to je pač pa tega jekla, da dobimo tak lep vzorček, recimo tu je več kot 300 plasti skupskovanih, ko se vidi tudi vzorc. Pol pa eno jeklo reagira s kislino bolj kot drugo in pol dobimo tak lep vzorček. Še nekaj malo delam iz bolega. Ti so samo brusi, ne, tam ne kujem, zanima pa me to, ne, zato. Vsekakor, pol ste napravili, što bomo vse pokazali. Imamo že drugega kovača. Ja. Mi imamo doma že par let njegov nož, pa še preveč dela. Je treba ga malo lahtati. Brusite sproti, Se ga pogosto brusite, To je recimo taka zadeva. Ne, hotla sem se preveč. Rečejo, da može in brije ko britvica, tu sem pa naredil britvico, ko je ostra ko britvica. Ja, nevarno, stvarno. Je orožje, no, lahko, če ga ne lepo primeš. Ne, doma, je pa da treba nož. Kombinirati, pol pa še ena druga stvar, mogoče statistično gledano, so topi noži bolj navarni, kot pa ostri. Zaradi tega, ker kuhni kaj delamo, oster nož lepo odreže, s topim nožem pa začnemo razne akrobacije delati, se grem nasloniš, pol tam iz drugega kota in pol pride na tak način do nesreče. No, tako da bolj varen nož je vsekakor oster nož, pa ena v redu deska za rezanje, to pa absolutno zraven spada.
Tole, Nobene. prosim. Ostri so ful, teti nože so fejst ostri, sej pa jaz pokazal, kaj piše, da se ne dotikamo tega. O ne, zdaj se, ali še malo? Ja. A se brije? Ne, ne prije, samo na slovo. Ojoj. Ko en tak kojtrič. Ti s takim pesem že v prilcu blizu. Ne, to je v kuhinji super. Ja, sam pravim, da v bistvu najbolj navadni so toti noži. No. Ja, to smo zdaj doma še prinesli par takih izdelkov, to je ena taka čista enostavna britvca iz recikliranega kosa jekla, da je pač fajn kalivo, sem preveril. To je pa ročaj iz bivolovega roga. Jaz sem za eno restauracijo delal prototipe vilic, ko bojo verjetno več kosov tudi naredil prav za njihove potrebe. Pač nekaj ekstra, da ni bil zdaj vsak dan. Ko si prej rekel, tudi za suvenirje, se mi zdi, da ljudje imajo radi, da je in lepo, in umetnina, in praktično. Absolutno, to se gledal lemam, da dejansko, ko bo izdelek, da ljudje tudi radi sodelujejo, ko neki izdelek nastane. Recimo, ko delam podkvice, pa pač lahko, ko delam luknjice za žeblje tam, ko pač so nakazane, lahko tudi, recimo, seveda pod vsemi zaščitnimi ukrepi iz skupine oziroma tisti, ki želi prije, pa mi pomaga dokončati zadevo, pa je on sodeloval zraven, ko je izdelek nastajal. In to pol nekako dodati to vrednost doživetja, da ne samo gledamo, ampak da pač res izdelek soustvarjamo. No. Na koncu ročaja, primi z obema rokama, fejs, kaj moš. Zdaj si videl, kako močni je v resnici on, a? Imamo pa včasih med kolegi še eno igro, ko je ne doma probat, to pa deluje tako. Pa nosa dotakniti, pa nazaj dol, pa spet v ravni položaj. Bo kdo probal? Zdaj še enkrat ti. Lepo počasi. Davaj, če ti obe, pa dobiš po glavi, ja. Ja, glih tem je finta, da mi ne bo ujeti. Ja. Da boste samo potrdili, da ni što zdaj že predgreto, pa da lahko normalno v roki držimo. Bomo pa probali zagreti. Prostovoljca, da bo probal, če je res vroče. Primite. Tudi lahko. Opa. Ja.